V novomeški galeriji Simulakar tokrat gostijo projekt ameriško-slovenske umetnice Šošane Učenik, s katerim avtorica na poetičen način problematizira lastne zagate pri spoznavanju, raziskovanju in osvajanju slovenske kulture in jezika. Šošana Učenik je vizualna umetnica, ki deluje v ZDA in Sloveniji. Diplomirala je iz kiparstva in magistrirala na področju umetnostne teorije in prakse. Vprašanje je, kako lahko postanem Slovenka. Moje osebno vprašanje pa je, ali lahko spremeniš svojo identiteto s spremembo državljanstva. Nimam le enega odgovora, si pa želim slišati mnenja drugih o tem. Nekateri ljudje natančno zahtevajo, da se moraš naučiti slovensko, ali pa ne govorijo s tabo, dokler ne govoriš bolje slovensko. Torej, Šošana Učenik je ukrajinsko-ameriška umetnica, ki jo je življenjska pot zanesla v Slovenijo. In na podlagi tega se je potem ona odločila, da bo raziskovala slovensko identiteto, s tem, ko je spoznala pač novo okolje, nove kraje, jezik, navade in tako naprej. Torej, ona že zadnje 2 leti obiskuje razna slovenska razstavišča in prizorišča, kjer v bistvu poziva gledalce v neko interakcijo z njo, da bi nastala neka izmenjava idej in predmetov. Slovenska kultura pa ima tudi nekatere specifične značilnosti. I have to say again, thinking about the old and new coexisting, the thing for me coming even from a major city like Chicago to Če primerjamo staro in novo in njun obstoj, moram reči, da je zame, ki prihajam iz večjega mesta, kot je Chicago, staro mestno središče v Ljubljani ali Novem mestu zelo zanimivo. Old historical center of town, this urban plan. That is still a vibrant part of daily life is much more social and public oriented. Še vedno so urbana, del socialnega življenja in se precej razlikujejo od tega, kar se je zgodilo v Ameriki. To je navdihujoče, še posebej v času te sodobne tehnologije, da imajo mesta še vedno središča, kjer se ljudje srečujejo in družijo. Šošana Učenik že zadnji 2 leti potuje po Sloveniji, kjer obiskuje različna prizorišča in vabi ljudi, da v interakciji z njo odgovorijo na njeno bistveno vprašanje, ki se glasi, kako postanem Slovenka. Gre za pač primer, gre za neko umetniško prakso, kjer ni v ospredju toliko samo umetniško delo, temveč gre predvsem za raziskovanje odnosa med umetnikom in publiko. In je to potem pač tisti material, iz katerega ona gradi in raziskuje. Ta projekt pa ni in ne bo obiskal le dolenjske prestolnice. Začelo se je v Ljubljani pred nekaj leti in letošnjo zimo smo bili v Domžalah. Novo mesto pa je prva postaja na poletni turneji, sledita pa še Koper in Postojna. Kustosinja projekta je Mojca Grmek, ki tudi organizira vsa ta njena obiskovanja različnih krajev po Sloveniji. Tako bo naslednja postaja koprski MKC, kjer se bo Šošana zglasila v ponedeljek. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj bo razstava v Novem mestu zgolj 3 dni. V tem času bo avtorica pripravila tudi delavnico izdelovanja blazin iz starih oblačil. V okviru projekta bo umetnica vodila tudi delavnico izdelovanja blazin za sedenje po vzoru tradicionalnih zafu blazin. Reciklirali bomo kavbojke. To pomeni, da če boste prinesli stare kavbojke, bom pokazala, kako jih spremenimo v blazino za sedenje. Kajti del razstave je tudi družabni prostor, kjer sedimo in se pogovarjamo, izmenjavamo misli. Postavitev projekta je zasnovana tako, da obiskovalec s prihodom v galerijo vstopi najprej v urad, kjer mora za vstop v druge razstavne prostore pridobiti vstopnico. Ljudje so bili zelo radodarni s svojimi zgodbami, prinašajo mi hrano, fotografijo, brošure, različne aspekte slovenske kulture.
different aspects of Slovenian culture, either people's idea of the history, Del zgodovine, kulture in najljubše stvari, kot to počnejo dobri domačini. culture, as well as, just people's favorite things, like being good hosts to me. So I have really Tako da sem zelo uživala v tem, da so mi ljudje prinesli delčke svojega življenja. people's lives as they bring them to me. Projekt je nastal v sodelovanju s kustosinjo Mojco Grmek.